Lepo pozdravljeni na podcastu portala Ona On odnosi, ki je namenjen vsem, ki vas zanimajo odnosi tako v družini, kot na delovnem mestu, kot kje drugje. Na tem portalu so predavanja, delavnice, skupine in ste zelo vabljeni, da greste gor kaj pogledati. Jaz sem pa danes zelo vesel, da lahko v bistvu gostim svojo profesorico, eno res najboljših, Katarino Erzar. Ima sicer še daljše ime, Lija Katarina Kompan Erzar. Ona je profesorica na Teološki fakulteti, tako v Mariboru kot v Ljubljani. Ja. Je supervizorka, je terapevtka in tudi ustanoviteljica ŠRCD-ja. Raziskovalnega centra za družino, ampak reče se ŠRCD. ŠRCD in marsikdo razume, ker so že toliko prepoznavni. Tako da, ja, res sem vesel, da so danes tukaj. Jaz res vam moram povedati, da ste skupaj s Kristjanom pa s Tomažom, ste res vi trije, pa mislim, da lahko govorim v imenu mnogih študentov, da ste res nam marsikaj dali, ne samo za delo z ljudmi, ampak tudi s temi ljudmi, s katerimi živimo. Tako da smo res veseli pa ponosni, da smo lahko bili del te zgodbe kot študentje. Bi pa povedal eno zgodbo na začetku. Glih iz tega starševskega vidika. Enkrat smo bili pri Tomažu Erzarju, vašemu možu, na predavanju in je bil kontekst nekaj v tem smislu, kako se zdaj te vzorci vzgoje prenašajo z generacijo v generacijo. In sem se jaz tako oglasil in sem rekel, jaz sicer zdaj še nimam otroka, ampak se mi zdi, da itak te narava sili, ali pa tako imaš skušnjavo, da bi ponavljal neke slabe vzorce od svojih staršev, ampak itak se pol odločiš, da ne, pa pač ne. In je Tomaž tako za 2-3 sekunde je malo pomislil, pa je pa rekel, Jani, se vam vidi, da še nimate otroka. In tako se mi zdi, da je tudi s tem malo razbremenil, ker je bilo tudi kar nekaj študent, ki so bili tako že 30, 40, 50 let stari in so že imeli svoje otroke in itak, ko greš ta študij, če ga greš kot 25-letnik, se mi zdi, da itak malo gledaš, koliko si bil mogoče ali zanemarjen, ali koliko enih ran imaš ti iz otroštva. Če pa ga študiraš kot 40-letnik, pa potem že vidiš, koliko si ti enih napak delal. Ja, tle bi tako rekla dve stvari. Eno je, da tako, ko ste omenil, ali prideš, ko še nisi starš, ali potem, ko si že. Če priješ, ko še nisi starš, v bistvu priješ kot otrok. In če priješ kot starš, priješ pa že kot tisti, ki naj bi nekaj dejal naprej. In gotovo je razlika v tem, v izkušnjah, je tudi, kaj te v tistem trenutku najbolj pritegne ali pa kaj te najbolj zanima. Je pa še ena stvar, to pa se mi zdi iz te zgodbe najbolj dragoceno, da sreča je, če je razlika, a prideš kot starš ali priješ kot ne starš, kot mlad. Včasih, pa mogoče tukaj največ potem pride do izraza terapevtsko delo, se lahko zgodi, da staršev izkušnja biti z otroki ne spremeni. In to je tisto, kar je najbolj boleče. Pomeni, če te ta izkušnja spreminja, je velika verjetnost, da boš otroka razumel. Ker pomeni, je že toliko vplivo na te, da nekako razvijaš pa širiš svoje odzive. In v tem primeru, bi zdajle Jani druge stvari vprašal, kakor jih je vprašal 20 let nazaj, ali pač kakorkoli že. Medtem ko v terapevtski praksi pa se dostikrat sreča starše, ki lahko imajo veliko otrok, pa so še vedno nespremenjeni. Bi še vedno postavili isto vprašanje na isti način, kakor se jim je porajalo pri 20, 25, tudi potem, ko jih imajo 55. To pa je tisto, kar je mogoče nek pokazatelj, koliko globoko odnose lahko stopimo, pa koliko je res vzgoja bila nekaj notranjega, ne pa samo neko zunanje bojenje nečesa. Ampak če vzameva zdaj tega starša, ki ga ta izkušnja starševstva ne spremeni, a je pa lahko predvidevamo, da njegov ta notranji otrok je še zelo nepotolažen? Verjetno sploh še neopažen. Še neopažen niti, Okay. Se pravi najprej, se tukaj se mi zdi to, prva stvar je, da sploh prepoznaš,
kje si bil vse v stiski kot otrok? Niti ne. Niti ne. Niti ne, ker če ti prepoznaš, če ti je dana ta milost ali pa ne vem, kakorkoli že, da ob majhnem otroku trzneš. Pomeni, Ja. da ko slišiš jok dojenčka, Aha. da trzneš. Ja. Je zadost. To pomeni, da ko slišiš zunanjega otroka, istočasno slišiš tudi notranjega. Aha. Zdaj, Ker si slišiš sočuten- oval nobenega. Ker si sočuten do svojega notranjega otroka, si lahko tudi do... Do zunanjega, ali pa kar si sočuten do zunanjega, lahko sprejmeš tudi notranjega. Ja, ok, ampak mene pa zdaj zanima, kaj pa, Kaj prej? ko se to ne zgodi, a ne? Ko spoznamo starša, ki pa tega nima, kaj bi vi rekli na to, pa recimo, da se nekdo pa vseeno tem prepozna ali pa prepozna prijateljco, a ne? Kje naj tak starš začne, da bo dobil neko Oboje nazaj. nazaj? Tako, če bi bila to moja prijateljica Ja. ali nekdo iz privatnega življenja, Ja. potem bi jaz gotovo to prijateljico bi z njo delala tako, kakor bi želela, da ona dela s svojim dojenčkom. Pomeni, ko bi dojenček cvilil, ne bi rekla, da je dvigam ga, pa kaj naredi, ampak bi rekla, koliko se ti s tem matraš, da je ti razpomagala, bi prijela dojenčka, bi ga potolažila, bi njo razbremenila in bi naredila iz te situacije nekaj prijetnega. Se pravi, ne pa, kako sploh taka mama, da to kričiš na tega Itak, da otroka. ne, ker ravno zaradi tega, ker je toliko v ozadju nekih pritiskov, čisto nezavednih lahko, ta mama ne more reagirati tako, kako reagira. Vsak sesalc na jok dojenčka trzne tudi kuža. Kaj pa je zdaj razlika, a ne? Ker če smo mi sočutni do otroka, a ne? Otrok se hitro sprosti ali pa razmeroma. Cvil, dokler niso njegove potrebe zadovoljene. Tako, a ne? Najstnik pol že malo dlje, a ne? Ko pa imaš ti enega 35-40-letnika, ki ne zmore biti sočuten, se pravi, ne do sebe, ne do svojega otroka ali pa do mogoče je pedagog, a ne? Pa je težko sočuten do tistih otrok. Jaz si predstavljam, da je tak človek pa, a ne, če ga primerjamo z otrokom, je bolj tam že nekaj zakrnelo. Ne? Otrok bo na sočutje veliko hitreje se sprostil, a ne, ko mu daš sočutje, bo ta odrasel pa... Čisto preprosto je tako, otrok nastaja. A ne, otroku se šele gradijo mehanizmi, s katerimi bo obvladoval svet in sebe. In zato karkoli doživi, je novo. Medtem ko en odrasel, pomeni 24+, ima pa že vzpostavljene te strukture, so se že na podlagi izkušenj razvile in je v bistvu star kozel. Ima že narejeno in ne moreš narediti z nule, ampak je treba upoštevati to, kako je zgrajeno, razumeti, kakšne izkušnje so morale biti v ozadju, da se je zgradilo tako delovanje in da je to za tega človeka normalno in optimalno, rečemo, kar je pač najboljš, kar zmore. Ja. In kako zdaj ne se dela, da tega ni, pa z nule začeti učiti nekaj novega, ampak to situacijo, ta Zares vzeti? software ali hardware porabiti, zato da lahko vidiš, kaj bi bil naslednji korak. Ponovadi so taki ljudje kronično jezni, globoko osramočeni, dostikrat so frustrirani, pasivni in se v bistvu aktivirajo najlažje z jezo, ker je edino čustvo, ki ti da energijo. Aha. In zato je prva stvar pri teh ljudeh, jaz bi vedno začela s pohvalo. Vedno začela s pozornostjo na to, kaj je bilo pa dobro. In bi zelo, zelo močno krepila zavedanje teh močnih plati. Zato, ker ta pohvala en stik s sabo tudi spodbuja? Ali Ja. kaj naredi pohvala? Pohvala dve stvari naredi. Prvič, olajša medosebni stik. Pomeni, nisi ogrožujoč. Ja. Če pohvališ, nisi ogrožujoč. Prijazen si. Ja. Pa nekako nevtralen obraz je tak, da ne prebuja alarma. Ne? Zveča možnost očesnega kontakta. Ko se zveča očesni kontakt, ko se stik, rečemo, postane malo manj napet, takrat se aktivira socialni krogotok v možganih. Socialni krogotok avtomatično ugasne alarm. Ko ugasneš alarm, lahko se razširiš svojo pozornost, lahko tudi tvoj spekter zaznavanja se razširi, poveča in ne doživljaš več
zunanjih ljudi ali pa okoliščin tako ozko, kakor jih doživljaš, ko si jezen. Ker ko si jezen, takrat moraš imeti pa fokus, ko si pod alarmom, ti moraš vedeti točno, kam bo treba odskočiti ali kam bo treba udariti. Zato, kaj te briga, kaj je okrog. Moraš iti na direktno. In če imaš vzgojitelja, ki je, ne vem, z otroki, ki so, rečemo, travmirani, ranjeni, zahtevni, jasno bojo predstavljali čisto na tej mehanski ravni kot dražljaj, bojo grožnja. In na grožnjo reagira z alarmom. In če si ti že itak bolj močno oblikovan, tako da si na alarmu lahko za zelo majhne stvari, potem je to ena zelo naporna kombinacija za obe strani. Zato, ker nobeden nima, otroci še itak nimajo zgrajenega, pa tisto, kar pa imajo in pa nekako škodi, rečemo v normalnih razmerah, je uporabno samo v razmerah, kjer si v nevarnosti. In imaš vzgojitelje, ki prihajajo iz podobnih razmer in tudi ne ve, kako bi bilo biti, če bi imel izkušnje življenja v varnem okolju. In si nimajo kaj dati. V tem primeru moraš ti biti tisti, ki naredi varno okolje za oba. In ko pomiriš odraslega, se pomiri otrok, je pa dejstvo. To je verjetno še posebej za ravnatelje uporabno. Ja, vedno po hierarhiji navzgor, višji ko si, več varnosti bi moral dajati. Ponovadi se zgodi tako, da če se dela z ranljivo populacijo ali pa s travmirano populacijo, prvi, jasno, je tisti, ki je neposredno s temi otroki, mladostniki in posrka vso to jezo, če nima ustreznih medvrstniških, rečemo, teh povezav, pa da je res nek tim, ki se dobro razume in sproti sprocesira vso stisko, ki jo doživi ob otrokih, kjer ne moreš normalno se povezati. Potem, jasno, postane obremenjen, se prebudi jeza, se prebudi ogroženost, kar je normalno, če te nekdo grozi, valjda čuti ogroženost. In potem se lahko začnejo razkoli med sodelavci. Potem, jasno, ti razkoli med sodelavci naredijo nemogoče vzdušje, ki pritisne gor na naslednjo vodstvo, recimo. In tudi vodstvo vidi, da ti se sam krega, pa nič ne delajo in spet kupi to ogroženost in vseka nazaj. In potem imaš od spodaj, pomeni od otrok gor, prihaja vzdušje nevarnosti, ki gre do vrha in od vrha dol prije potem befel in ustrahovanje. In imaš z obeh strani strah in potem imaš vmes vzgojitelja med dvema mlinskima kamnoma. In se čudiš, zakaj pregorevajo. In tukaj je gotovo odgovornost vodstva, da razume, zakaj se to dogaja in da vzpostavi in ustrezne mehanizme in ustrezen način in komunikacije in organizacije dela, da omogoči vzgojiteljem, rečemo, ali pa tem, ki so najbolj neposredno vpeti v to delo, razmere, v katerih bojo razumeli, obvladali in imeli pač te čustvene izzive in imeli dovolj časa, da se rehabilitirajo. Ok, zdaj, mogoče, saj jaz imam tako predstavo, da se motim, ampak mogoče teh jeznih, tako kot sva zdaj opisala ali pa sva malo namigalna, pedagogov, če se zdaj malo to fokusirala, ni spet toliko velik, tako procentualno, ampak se mi zdi, da je pa večkrat, in tle je bil en tak stavek, ki sem ga vas slišal, ker mi je bil zelo dober, ampak ne vem, a vam kdaj rečejo, da je težko pa tako živeti, kot smernice dajete. V tem smislu tole hočem reči. Enkrat ste rekli, mogoče je to bilo malo simbolično, ampak tako, da učiteljeva avtoriteta je v tem, da ima svoje delo rad. In da v bistvu zato je dobro pač učitelje razbremeniti, ali tega, da jih bojo tožili, ali nekih ful prevelikih administrativnih stvari, ampak da pač on razred, da je on tam šef in da pač obvlada. Ena stvar, ki ste pač rekli, je pa, da v bistvu je zelo težko biti ob prestrašenem učitelju. In da je tudi zelo težko biti prestrašen učitelj. In da zaradi tega, ker je zelo podoben, da si v podobnem razredu, kakor da bi bil teror. Se pravi, ni varno za najstnika ali pa otroka, ni varno biti ob učitelju, ki ga je strah. Najstnikov, recimo. Kaj pa, če zdaj to gleda en učitelj ali pa pedagog, ki pa reče, mene pa je večkrat strah. Kaj naj tak pedagog naredi? To je odlično vprašanje, zato ker pedagog, ki se zaveda, da ga je strah, je dober pedagog. Zato, ker dokler se mi zavedamo strahu, potem
nam je jasno, da ne bomo posegali v prostor ali pa do teh dijakov z nekimi da jih ne maltretiraš. Ali pa ja, tudi pa ne bomo zdaj njih okrivili, pa reči, v kakšni ste, da se zdaj zbojim. Ampak če jaz vem, da je mene strah, bom pred tem, ko bom vstopila v razred, morala nekaj narediti, če ne bom šla not. Okay. In ni vsem, kaj je tisto, kar jaz naredim. Pomeni, dokler se mi zavedamo strahu, se lahko svojo držo damo ogromno varnosti. Ker mene je strah, pomeni, v razredu bom pozorna na to, kdaj se začne nemir, na to, odkot nemir izvira, bom pozorna na to, kaj govorim, kako govorim, na kakšen način in tudi bom pozorna na tiste trenutke, kjer bi bilo mogoče treba nekaj bolj radikalnega sporočiti razredu, pa si tega ne bom čisto upala in takrat lahko razvijem strategijo, da rečem, glejte, vi ste en razred, ki človek se kar boji vam karkoli reči. Ampak, če se vas ne bi bal, bi vam najbrž vsi rekli to pa to. Pomeni, lahko razvijaš način, kako prav iz tega strahu postaneš bolj natančen, bolj senzitiven, hitrejši. Problem je tam, kjer ljudje ne vejo, da jih je strah in pripišejo krivdo ali pa odgovornost drugi strani. In vedno, kadar odrasel pripiše odgovornost za svoje počutje mladostniku ali pa otroku, je izgubil. Ali pa šefu, pa državi, pa imamo nizke plače. Pa tako, ja, saj jih imajo res. Ampak, če bi hoteli služiti, bi šli nafto prodajati, vsi ne bi šli na pedagoško fakulteto. To so vse lahko neki zastranitve in izgovori, kamor mi ventiliramo svojo bolj ali manj ozaveščeno jezo in bolj ali manj ozaveščen strah in v bistvu gojimo neko pasivnost, ki nas dela frustrirane. In to se mi zdi tisti najbolj tak zlovešč začaran krog, da se zapreš v neko pasivnost in si vse izhode za proaktivno delovanje, za spremembe, za biti kreativen, za se povezati, za imeti ideje, ljudje rabimo sanjati o stvareh. In če si ti to hrepenenje zabetoniraš in samo iščeš, zakaj ne moreš normalno živeti, to je ena muka. A bi lahko rekli, bi lahko tako našteli kakšne, ne vem, možne strategije, recimo, da ena učiteljica 5 minut prej gre v razred, ve, jaz sem prestrašena, težko mi je, zdi se mi, da ne obvladam tega razreda. Kaj bi bilo, recimo, en tak nasvet, kako naj ona se umiri, pa da bo vsem kreativna, da bo pozorna na te stvari, če ne bi bilo drugih učiteljev strah tega razreda, bi jim povedali to pa to pa to. Se pravi, moram biti na to pozorna. A je možno, da mogoče učiteljica tudi ugotovi, mogoče pa mene strah tudi enih stvari, ki nimajo nič veze s temi mulci? Vedno nas je strah stvari, ki nimajo veze s temi mulci. Vedno. Kar pa ne pomeni, da ta strah ni povezan s temi otroki. Da oni prebudijo. Ja, ampak če nam otroci prebujajo strah, je to eno veliko, zdaj bom tako rekla, en velik kompliment za nas, kar pomeni, da mi lahko zaznamo en del njihovega doživljanja, ki govori tudi o njih. Zakaj so me prebudili strah, ne pa jeze, ne pa gnusa, odpora, ne vem, ogroženosti, ravno strah. Zakaj ravno oni? Zakaj ravno zdaj? Pomeni, čustva niso nekaj, kar se mi zdi, da mi si tako predstavljamo dostikrat, joj, kako bilo fajn, če ne bi bilo treba nič čutiti, pol bi se pa fajn imeli. Pa je ravno obratno. Manj ko čutiš, slabše je. Več ko čutiš, več ko lahko tako nekako ubesediš, ozavestiš in začneš uporabljati čustvenih vzgibov, večji manevrski prostor imaš, ker točno veš, kam si prišel, stopiš v razred, te prelije strah. Kaj ti to pove? Ja, tam imaš eno kar delo ustrahovanih otrok, ki se verjetno obnašajo agresivno, ker so ustrahovani. Ampak strah je tudi tam. In če ti veš, nas je vse enak strah. Pa kaj si vseš, rečeš, kaj je za otroca, še kar takole sitnarali danes cel dan. In je mir. V smislu, da ne bežimo pred čustvi in recimo pred vrati učilnice. Ti čutiš strah, rečeš, stopam v razred ustrahovanih otrok, nemogoči bojo, ne bojo poslušali, na vsako malenkost se bo cela rulja tam prebudila, ampak jaz moram to razumeti, da je njih tudi strah. In včasih deluje, če rečeš, a vas je zelo strah tele matematike, ko bomo danes delali,
Ali pa kaj vas je v to prestrašilo, ste pisali slovenščino predno ste prišli v razred ali pa škarkoli. Ali pa rečeš, lejte, kako bi mi naredili tole uro, da bi bilo dobro. Se pravi to, kar ste zdaj na zadnje te stavke pomenili, to pomeni nasloviti ta strah na najstniku razumljiv način. Ja, uporabiti to, ja. Uporabiti ta strah za to, da rečeš, ljudje, pač strah kot strah, pride, gre. Če hočeš, da vas ne bo strah matematike, se treba naučiti. Jaz vam pa lahko pri tem pomagam. Super. A je to kaj povezan s tem, ne vem, če vi tudi opazite na ŠRCD-ju ali pa tako, da je po maturi, po diplomi, včasih celo tudi po končanem 9. razredu, ogromno obiskov terapije, ogromno anksioznosti, da ljudje kar rečejo, in to kar, ne vem, to je moje opažanje, to pri učencih pa dijakih, ki imajo odlične ocene, da je kar pride 24. junij in kolapsira. Ja, telo, v razumu je, jaz sem zdaj v redu, končno to, vse je konc, maturo sem naredil ali pa diplomirala sem, telo pa nori. Ja, se opaža tega precej. Te tesnobe pri uspešnih, rečemo, zdaj reči uspešni, jaz temu ne bi rekla uspešni otroci. Po ocenah. Ja, jaz rekla, tako, to so otroci, ki so kupili ta strah pred svetom, v katerem moraš biti ves čas perfekten. Zato, da si nekaj vreden. In če glavni fokus ali pa glavni kriterij tega, da si v pravi smeri, to, da si ves čas perfekten in nezmotljiv in imaš same petice, v bistvu to so otroci, ki so izjemno prikrajšani za to, da bi sploh od šole kaj imeli. To je otrok, ki gre, vse dosti storilnostno naravnan, verjetno tudi nadpovprečno inteligenten, ampak pri nadpovprečni levohemisferni inteligentnosti je treba zelo paziti, da se razvija to čustveno fleksibilnost, pogum, eno tako sposobnost povezovanja z drugimi, ker včasih visoka inteligenca pri otroku povzroči tudi to, da več stvari opazi, da je bolj senzitiven, da ga marsikaj prizadene, da ga marsikaj užali, da se med vrstniki ne more plasirati prav dobro. To sploh je ena težava nadarjenih otrok, da jih vrstniki ne razumejo, zato ker so oni naprej. In pol za izgovor, da se itak ne družijo s temi vrstniki, rečejo, pa se oni so itak smotani. Ali pa lepo, vsi tam neki kadijo. Neki taki izgovori, ko jih kupijo od svojih staršev. In meni se zdi ta kolaps, ko se zgodi, prav dokaz tega, da tem otrokom je bilo ukradeno otroštvo. In jim je bila ukradena mladost, zato ker niso mogli čustveno zajeti tega vsebine, ki jim je dana. Ker tako, čist iskreno, če gledaš nekega povprečno pa mečke nadpovprečno inteligentnega otroka, je šola zanj žalitev za zdravo pamet. Ja, velikokrat imajo profesorje malo za neumne. Ja, zato ker dejstvo je, da se izredno malo od njih zahteva. Izredno malo smiselnega znanja. Ogromno nekega drila in nekega prenašanja tesnobe, ogromno prenašanja dolgčasa, ogromno tega iskanja nekih parcialnih podatkov, ki ne veš, kaj bi z njimi. Izredno malo se pa zahteva od njih, da bi stvari dejansko razumeli, povezovali, da bi prišli do pametnih vprašanj. Jaz mislim, da zdaj v tem času, ko vsak bedak lahko dobi kjerkoli podatek, kadarkoli, brez nekih težav, podatki nima več vrednosti. Vrednost ima informacija. Če hočeš ti dobiti informacijo, se moraš prebiti čez ogromno podatkov. In se znati prebijati skozi podatke, jih povezovati, najti skupne imenovalce, zgraditi neko kompleksno podobo sveta, stvari, narave, česarkoli. To pa je nekaj, kar jaz mislim, da bi šola zdaj vsem, kar imamo že znanja pa zmožnosti, lahko začela ponujati. To, da začnejo otroci res razmišljati, ne samo kopičiti nekega znanja, ki sicer bi lahko bilo izjemno zanimivo, je pomembno, ti lahko odpre vrata v marsikaj,
ampak s tem načinom, ki mečkan zaostaja za dejanskim mentalnim stanjem otrok zdaj, zgubljamo stik z njimi. In potem se reče, jasno, le otroci zdaj vsi na tablicah ne znajo niti enega stavka povedati. Ne, res ga ne znajo. Ga res ne znajo. In je zanimivo videti tudi 24 ali pa 28-letnike ali pa 19-letnike, ko ne zna formulirati svoje misli. Pa je lahko bil ves čas odličen. In to se meni zdi tista tragika. Jasno, da telo kolapsira, zato ker samo golta tesnobo sistema, ki se ga rangira, ali pa tudi vrednoti, se tudi šole tekmujejo, kjer ima več procentov uspešnosti, odkot pridejo najboljši diplomanti, kje so naši maturanti zaposleni. A ne, se to je neka taka fama. To je malo biznis zdaj, ja, ne? Ja, mislim, poleg tega, da je biznis, je tudi prestiž in je v bistvu tudi neka zelo, tako bom rekla, mislim, sramoten način, kako se poskušaš plasirati kot kvaliteten. Ker se v bistvu otroci pa dijaki pa se pri tem malo spregledajo, ne, v teh številkah. Popolnoma se jih spregleda. In otroci, meni je bilo zanimivo, ko smo imeli delavnice z dijaki, prav o tem, kaj bi se oni želeli. In to so bili dijaki tehničnih šol. In nekako se je pričakovalo v tisti raziskavi, da bojo rekli, ja, kako so fajn tele umetna inteligenca, pa te vse aparati, pa kaj vse bi oni imeli. So rekli, veste kaj, mi smo toliko že vsega naveličani. Mi bi radi, da učitelj veliko zna in da se z nami pogovarja, da mi skupaj rešujemo probleme. In rekel, gledaj, jaz ne grem, tisti, ki je bil res najbolj uspešen, jasno so nam dali najbolj uspešne, in en, ki je precej stopil, rekel, veste, jaz včasih ostanem doma, zato ker lahko delam bolj pametne stvari kot v šoli. In to se meni zdelo tisti, joj, kakšna krivica do tega otroka. In večkrat se sliši, ali pa jaz tudi bi to zelo podprla, sistemsko bi to zelo podprla, da bi morali v srednji šoli, tudi v zadnji triadi, učiti najbolj podkovani strokovnjaki. Pomeni, da res ima tako znanje, da nima težav s tem, kaj bo povedal. Ja. A ne, saj to vidim tudi kot predavateljica. Ti lahko dobro predavaš samo stvari, ki jih lahko predavaš ob 3 ponoči, ne da bi pogledal 2 strani. Če nečesa ne znaš tako povedati, da bi razumel 5-letnik ali pa 85-letna babica, boš dostih. In se mi zdi, da na ta način bilo treba formirati ali pa omogočiti tudi učiteljem, da res uživajo v znanju, ki ga imajo, in da razmišljajo o tem, kako lepoto tega znanja predstaviti, kako dijakom omogočati, da vstopijo v to, kako lepo je nekaj vedeti. In jaz sem najbolj srečna, kadar slišim od teh dijakov, ko pridejo vsi scuzeni, končno sem naredil osnovno šolo, končno sem naredil srednjo šolo, jaz sem se naveličil vsega, zdaj bi sam še jahta in ležim v mreži. Ko rečejo, koliko je bilo dobro, ko smo se pomatrali, pa nismo vedeli, kako bomo prišli skozi, ampak nam je ratalo. Tako da vidiš, da je ta veselje nad tem, rečemo že skoraj adrenalinskim naporom, ki je včasih ga treba vložiti, zato da nekaj razumeš. Mi pa, če gremo zelo na to storilnostno... A je razlika v tem, a ne pri tem otroku, da nekaj razume ali da dobi dobro oceno? Mislim, otroka ponižaš, če mu pač daš dobro oceno, ki nič ne pomeni. Ker bom jaz tako rekla, so otroci, ki imajo resne izzive učne in je velik uspeh in je res tako, praznuješ vsako pozitivno oceno, vsako malenkost, ki jo je uspel razumeti in osvojiti. Če se je naučil poštevan, kot tudi če se je naučil na pamet, ne da bi vedel, kaj dela, glej, bravo. Ampak jaz govorim zdaj o nadarjenih otrocih, govorim o otrocih, ki nimajo učnih izzivov, ampak ki pridejo z možgani, ki želijo nekaj početi. In takemu otroku dati 5. Zato, da je samo prišel v šolo, je sicer upravičeno, ker je zadostil vsem kriterijem, ampak ti si tega otroka zanemaril, prikrajšal in ponižal. Ja, ti mu daj 5, ker reš, glej, ti imaš osnovno šolo narejeno, kaj te briga,
ampak daj mu kaj zadela, daj mu možnost, da bojo možgani nekaj počeli. Ker to je največja tragedija gledati te brihtne otroke, ki so dostkrat lahko tudi socialno mečkem bolj plahi, ki umirajo od dolg časa. Ko veš, da so porabili 2% svojega potenciala, dosegali vse pluse, kar je možno, in nihče ne rabi njihovih možganov. To se meni zdi tako, meni se je to največja tragedija v šolah. Ker mi za otroke, ki imajo izzive, je veliko razvidga. Sej tudi za nadarjene, kao se dela marsikaj, ampak je še vedno premalo, ker je še vedno to enem razmerju, učitelj bo nadarjenega učenca. Ne bo, ker če učitelj ni bil nadarjen učenec, ko je bil mlad, ne bo razumel nadarjenega učenca, pa da ga ubiješ. Ni šans. In za nadarjene učence jim dati možnost, da porabijo ali pa izkoristijo svoj potencial, bi se moral sistem bistveno bolj potruditi in čisto drugače oblikovati načine učenja. Ker dostikrat v bistvu ti učenci, pa tudi povprečni učenci, v bistvu samo opazujejo učitelja, koliko se matra z unimi, ki mu nerej delajo. Koliko je v bistvu učitelj tle, mogoče 80% energije pa časa porab za tiste 2-3, ki ali ne razumejo, ali ga zafrkavajo, ali ne tako. In pa je to, se mi zdi, da večkrat učenci hodijo v šolo gledati učitelja, kako shendlo. Ja, na stand-up. Včasih tudi nas čuva kakšen od teh otrok, da malo provocira, da so to oni pa še tam zabavajo in smejo in noč ni treba delati. Tako, ja. In to je res tako krivično do teh otrok. Meni se zdi tako grozen, da jih stran mečemo, da Bog se usmili. Max, kar jim damo, so razne tekmovanja in olimpijade, njega to vse levo hemisferno. Nobenim pa ne omogoči, da bi oni aktivno sooblikovali šolski prostor. Jaz mislim, da ena taka anekdota je bila enkrat z eno dijakinjo, oziroma osnovna šola, 9. razred, mislim, je ena učenka pač brihtna, se tam na smrt dolgo časla in je pač vedno med poukom kaj klepetala, kaj delala, ampak se vse zapomnila. In enkrat je imela učiteljica zadosti in rekla, no, zdaj pa tako, če si pa toliko pametna, pa prid sem pa ti odpredavi. Ani vrag, ta mala je šla gor, odvodila celo uro in najhujše je bilo to, da so se ostali otroci od nje več naučili kot učiteljice. Ja. Nikoli več učiteljica tega ni ponovila in meni se zdi to škoda. Kakšen otrok se pa tudi ne bi tako dobro znajdel? Itak da ne, ampak če pa se, je pa to pohvala. Pa naj razlaga, pa naj razlaga te stvari, ki jih drugi težko razumejo, od učitelja, od odraslega. Zakaj ne bi takmu učencu, dijaku rekel, daj ti temle, da ti razlož, ko mene sploh ne štekajo. In se mi zdi, da na podoben način je verjetno, ne vem, a je to res, ali ne, mogoče čisto kozlarijo rekla, ampak tale matematik Škraba, ja. Jaz mislim, da je on začel s tem. Jaz mislim, da najbrž je on tudi bil nek vrstnik, ki je svojim vrstnikom znal razložiti stvari tako, da so razumeli, kakor učitelji niso znali. In se mi zdi, da je en tak način, če imaš nekaj rad in če nekaj ti je bilo dano res osvojiti in obvladati, pa daj povej tako, da se da razumeti z veseljem. Mislim, da mi tokrat zamenjujemo, da to resnost podajanja snovi mora biti v tem utogosti, pa v rezkem glasu ali pa v taki skoraj že patetični vzvišenosti ali pa takem ostrem, trdem tonu. Ne, resna razlaga je tam, kjer se lahko otroci sprostijo, tako kot smo prej rekla. Kadar smo v območju varnosti, ko telo doživlja varnost, smo najbolj odprti in vsako malenkost si zapomnimo. In dokler mi v razredu ne moramo ustvariti kot odrasli svojo prezenco te varnosti, kar pomeni, da tudi rečeš, veste kaj, če so se takole drali. Zdajle dobite test, noben ne bo dobil več kot 1, ker vas ne mora več prenašati. Ampak jaz lahko rečem tako, ali pa rečem, ne vem, če sem to znala narediti, ampak ali pa rečem, zdaj se morate pa to naučiti, ker vas čaka matura in to boste morali obvladati in če se zdaj ne naučite, ne boste naredili mature. In vse je štraha. Je brez veze. Ti reč, ne, otrok, zdaj smo nekaj zahtevanega. Dajte pozorno poslušati, ker če ne,
No, ste razumeli čisto nič, ne? Toliko veliko pomaga, če ima učitelj rad to, kar dela, ne? Ali snov, pa ki jo da ima preda. prezenco, Ja, da obvlada prostor, on je tam šef, ti ko stopiš v razred, to je tvoj poligon. ja. In noben nima kaj, da ti govori. Kako naj učitelj pride do tega? Stopi not in reče, jaz sem tle doma. Tako, ja. Ena stvar je absolutno moraš biti doma v tem, kar predavaš. Se pravi, da se pripraviš, a ne, če nisi Ja. pripravljen. In mislim, da z leti pol se to Pa ne preda. moreš fejkati, a ne. Se pravi, ne moreš se delati, da nekaj rad delaš, če ne delaš. Točno to. In če ne rad delaš, je treba vedeti, zakaj ne. Kaj to pomeni, odkdaj to ne rad delaš, kaj je vir tega nezadovoljstva. In če nekako boš ostal v tem delu, najti načine, kako bi se lahko v tem delu zabaval. Ampak zdaj, ko se rečem zabava, to ne pomeni, da govoriš bedarije in da znižaš kriterij. Zabaval pomeni, da najdeš zase v tem neki izziv. In tudi, če ti rečeš, ok, spet bom morala predavati nekaj, kar ne znam čisto dobro. Kaj bom letos, kjer del tega bom letos toliko se mogoče dodatno si kaj prebrala ali pa raziskala, da bom res vedela, kaj točno je tle zadaj, ali pa da če ne bom vedela točno, da bom znala povedati, zakaj tega ne vem. Zakaj se tega ne da vedeti, zakaj mogoče ta odgovor ni še čisto jasen, zakaj, ne vem, v kakšni fiziki, biologiji, kemiji. Se pravi, če si jaz dam kot pedagog neki izziv zase, ki bo meni zanimiv izziv, bodo slej ka prej otroci tudi nekaj tega prepoznali. Vsi bo šli za tabo koračka za mamo. Ker nekaj je, jaz ne vem, kaj je na tem, ampak jaz tudi, jaz sem bil recimo, ne vem, v 8. razredu je bil en profesor matematike, jaz sem rekel, jaz bom pač učil matematiko. Ne? In tako je bilo, ne vem, še pol 3-4, a ne. Tako, to nekaj je na tem, če pač profesor uživa, ali pa zdaj, zdaj se spomnim tega škofa Maksimiljana Matjaža, tam je nas je bilo 50 v predavalnici na teologiji in on je pač, ne vem, jaz sem za 3 sekunde sem pogledal čez okno in malo izgubil. In on je tako, Jani, takoj me je ujel, da nisem tam, ampak on je to s takim veseljem predaval. Mi smo imeli tega o ponedeljkih zjutraj, mislim, da smo imeli 3 ure. In jaz sem se z veseljem vozil, prav spomnim se še s kolesom, sem hodil takrat na faks. Jaz sem na kolesu razmišljal, koliko bo dobro zdaj, ko bomo pač imeli Maksimiljana Matjaža. Ker pač je nekaj je na tem, da človek uživa v tem, kar govori. Seveda, če že nekaj delaš, zakaj se ne bi ob tem zabavil? Pa čisto vse ne prodajaš čebulo, ali ne vem, projektiraš turbino, ali predavaš na faksu, čisto vse ne, ampak lej, to je tvoje življenje. Zakaj ga ne bi bil vesel? A lahko še kaj več rečete? A se spomnite tega stavka, ki ste rekli, učiteljeva avtoriteta je, da ima rad svoje delo. Kaj to še vse pomeni za vas zadaj? Veliko stvari. Eno je, da ima rad ljudi. Pomeni, da ima rad otroke, da se mu zdijo zabavni, da se lahko smeji njihovim bedarijam, da lahko razume, da se toliko butasto obnašajo včasih prav zato, ker prihajajo iz butastih razmer. Da nekako ta čustven tok, ki ga ustvari razred, da je to za njih izziv. Da je to za njih zabava. Poligon. Da rečeš, tle je tok čuten, to je kakor da bi prišel en prostor, kjer imaš vse odtenke vseh pisanih barv. To je za nekoga, ki ima čopič v roki, rečeš, pa kaj češ lepšega? Ja. Ker se ne pomeni, da nisi kdaj utrujen, da nisi kdaj naveličen, da je kdaj rekel, zdaj imam pa poln kufer, kdaj bo že počitnice, to je normalno. Ampak imeti rad ali pa biti vesel tega dela pomeni, da se zavedaš, da ti otroci so na milost in nemilost prepuščeni temu, kar jim boš ti povedal. In da to, kar jim boš ti povedal, bo za njih darilo. In da samo ti lahko to narediš za njih. To je velika stvar. Plus, da če učiš predmet, ki si ga tudi študiral, verjetno, če te ni ravno mama prisilila, da šel to študirati, najbrž te je ti vsaj malo zanimal ali pa si vsaj toliko bil discipliniran, da si se pregrizel čez one izpite in si pač fasal nek naziv, ko ga moraš zdaj prenašati.
je najbrž kaj od tega, kar si se naučil, mogoče te za kakšen hip zanimalo, štarti pri tistem. Aha, tisto, kar te je najbolj zanimalo, Ja. tam štarti. Ja. In tam začeti in potem širiš na stvari, ki te zanimajo manj. Ker tisto, kar je jaz mislim, da mi sfalimo dostikrat tam, ko mislimo, da je količina pa sistematično znanja tista, ki bo otrokom odprla možnost, da bo razumeli področje, ki ga predavamo. V resnici to ni tako. Če boš ti pokazal, da se je možno zanimati za tisto, kar predavaš, da tebe zanima, Ja. bojo oni skozi ta vrata vstopili in pridobili informacije tudi vse naokrog, tudi tiste, ki jih ne boš povedal, ker si dal toliko fokusa na eno stvar. Če recimo nek biolog, ki uči biologijo, je absolutno navdušenc nad botaniko, bo preko rožic otrokom odprl veselje do tega, da bo gledali naravo in pa bo na živali mirno not pometal, ker bo treba molekule in načrtati. tako naprej. Ja, in vse ostalo. Okay. Ampak cilj je, da ti svojim, konec koncev, jaz mislim, da tudi na faksu, to, ko ste omenili Maksimiljana Matjaža, še niso študentje prestari, da ne bi opazili, a si jim ti odprl vrata do veselja, do tega, da bi pridobivali znanje, ali pa jim nisi. Zato predavatelj, ki je lahko tudi velik erudit in samo našteva neka dejstva, ki se jih moraš ti naučiti, ti je zaprl vrata do te vsebine. Zato, ker te je toliko na dolgo času, da živ Bog tam ne najde ničesar zanimivega. Potem imaš pa nekoga, ki mogoče zna pol manj, ampak ga je stvar pritegnila, razmišljanje, raste v tej stvari, ti bo odprl vrata in pa boš ti sam poiskal dodatne članke, dodatne informacije. Boš rekel, pa to je področje, ko se splača van ga vlagati. In jaz mislim, da tukaj bi si zelo skrajšali muke učitelji, če bi pri sebi si dovolili prečutiti, kaj mi zanima. A bi lahko sistem, če se sam mačkam dava na to polje, čisto recimo, če pogledava izobraževanje učiteljev, ne vem, kako postaneš profesor na faksu, tudi, jaz sicer to ne poznam, ampak tako se mi zdi, da je veliko tega točke, članki, doktorat, koliko enih stvari objavim, in potem dobim naziv in predavam. Ne vem, če se da kaj boljš spremeniti, mogoče je to najboljš, kar imamo, ampak se da kaj spremeniti, da bo več ljudi, mogoče, ki, kot ste rekli, ima manj znanja, ti moraš imeti veliko znanja. Se ta manj ne pomeni, da ti nimaš pojma. Ja. To pomeni, da mogoče ne znaš, ne poznaš čist vsake bilke trave do konca, ampak točno veš, kje boš dobil te podatke. Tako, faktično. Ja. In ki pa imajo več smisla za delo z mladimi, čist tega pedagoškega čuta ali pa meni je ta izraz všeč, pedagoški eros. Ampak ne vem pa, ali to se zdaj spontano zgodi, ali bi lahko tudi na sistemski ravni kaj naredili v tej smeri, da bi več takih ljudi prvič privabili, da bi sploh šli študirati za pedagoge, drugič pa, da bi prišli čez, ali pa da bi tudi tisti, ki mogoče niso samo iniciativno v tej smeri, da bi jih lahko skozi vzgojo v to usmerjali. To je tudi eno zelo kompleksno pa zahtevno vprašanje. Jaz ene ideje, kako sistemsko to narediti, nimam. Ampak sem zdaj razmišljala, ko ste me to spraševali, o dveh stvareh. Eno je, da če bi se mi zanimali za študente, bi se oni tudi zanimali za svoje bodoče učence. To je prva stvar. Pomeni ne, da ti rečeš, zdaj damo kriterije, mi smo ugotovili, da ne ponovno se vedno delal nazaj. Dober profesor ima bla, 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 poglejmo 10 dobrih profesorjev in kako so oni živeli. In pol neke povprečnosti vlečeš, neke skupne lastnosti in potem jih skušaš nekako predpisati. Ali pa ugotoviti, koliko je treba objaviti, kaj pomeni, da je nekdo aktiven. To so kriteriji, ko so čist v redu. Ampak tukaj sta spet dve možnosti. Eno je, da ti veš, kakšni so kriteriji in pač objavljaš in zdaj objaviti kakšen članek ni neka kunst, sploh z vsemi orodji, ki jih imamo, ki ti pomagajo pač na bistveno krajši način priti do ogromen podatkov, ki sicer, ko si moral, še pred dobo interneta, sem takrat še študirala, si pač šel v knjižnico in si fizično listal revije, da si dobil članke. Zdaj dobiš, in si jih dobil recimo 50, si bil ves vesel, cel dan si sedel tam. Zdaj jih dobiš
5000 v 5 minutah. Pomeni, jasno, dostop do informacij je hiter, se moraš pač toliko biti spreten, da jih znaš prečekirati, da jih znaš nekako umestiti in potem lažje prideš do nekih verodostojnih številk in to je čisto v redu. In pa imaš ljudi, ki lahko reče, aha, toliko člankov rabim, naštepajo tiste članke, če jih to ne zanima preveč, je to še lažje, zato ker se manj obremenjujejo in potem zadostiš kriterijem, sedi 5 in lahko potem greš kao predavati in potem štrebaš stvari naprej. Je možno. Drug način pa je, da ti najdeš človeka, ki ga nekaj zanima, ki nekaj počne z žarom, ali pa s tem rečemo, erosom, ki je odprt, ki ves čas išče naprej, ki je aktiven in rečeš, a bi plesti prišel to našim študentom povedati. Ok. A mogoče bi te zanimalo, da ne bi en del svojega raziskovanja takole malo bolj dal nek sistematičen, pregledno obliko in jo predal našim študentom naprej. In jaz mislim, da bo treba to dvoje kombinirati. Ne samo spet tisto, kar smo imeli prej. Odličnjak, ki po 9. razredu reče, ojoj, zdaj pa ne grem v srednjo šolo, zato ker imam poln kufer, ker sem toliko strahu in toliko tesnobe nosil zdaj le 9 let, da sem izmučen. In to ti rečejo po 9. razredu, po 4. letniku in tudi po faksu. In imajo resne stiske ljudje, če jaz sem to doštudiral. Ampak jaz v službo ne grem, jaz sem že grem na bolniško, sem utrujen, ne morem več, ker so me scuzali, ker je to ustrahovanje in bitka s strahom in tesnobo za doseganje nekih fiktivnih, odličnih rezultatov pač izčrpala iz tega človeka vse. Vse veselje, vso motivacijo, vso energijo. Potem, to se lahko zgodi tudi potem kasneje. In imamo tudi lahko zelo disciplinirane mravljce, res garače, ki pride do redne profesore in reče, končno mi ni treba več. Zdaj pa lahko samo predavam, noben več, pač tistih par predmetov, ko imam kot redni profesor, rečemo lahko malo manj ur, zdaj mi pa ni treba več se matrati s pisanjem, z objavljanjem in ti rečeš, ok, hvala Bogu, da se ti ni treba več matrati, ampak zakaj si pa se matral za to, če te to ne zanima početi? To je pa ta vica, da redni profesor je tisti, od katerega se nič izrednega več ne pričakuje. In to je krivica, tudi do rednega profesorja, ker si ga scuzil na strahu, objavljal vsake 5 let, moraš napredati, ne vem kaj. Meni je bilo tako, dobro, sem tam malo taka, meni se vedno ljudje smejo, če to govorim, samo moja izkušnja je bila res taka, da če slediš temu, kar te zanima, se ti nehote nabere zadosti člankov, da si lih takole nekako do unih kriterijev. Ni, da jih presegaš, ampak jaz sem se vedno tega držala, ker sem napisala nekaj brezvezno, napisala nekaj, kar me zanima. To se pa članku hitro vidi, a je bil napisan za točke ali zato, ker je dejansko nekaj koristnega. To možno. Ampak jaz sem res temu, tudi je bilo mogoče lažje v tistih časih, ko sem morala, zdaj se moraš malo teh člankov nabrati za naprej. Ampak sem rekla, bom pisala samo, ali če me kdo povab, ali če me nekaj zanima, ali če bom nekaj raziskala. Če ne, pa ne bom. In po nekem srečnem naključju je to zadostovalo ravno toliko, da sem lahko plus minus šla naprej. Nikoli nisem, prepozno sem pogruntala, treba biti pragmatičen, pa videti, kje objavljati, pa kako z temi točkami, pa, ker potem, če hočeš pa raziskovati, pa moraš imeti ne vem koliko točk. In pa si rečeš, ok, jaz mogoče jih imam zadost, ampak ne izredno veliko, ampak z veseljem pa sodelujem z ljudmi, ki imajo izredno veliko točk, pa mogoče nimajo toliko neke fleksibilnosti ali pa nimajo toliko idej, pa se pa lahko najdemo, pa skupaj nekaj naredimo. Se pravi, vam ni žal, da ste sledili temu? Ne, ampak tako je bilo smešen videti, koliko neumno, ne? Če rečete, da je neumno, neumno v smislu tega pragmatizma. Tako, lahko ne bi uspel. Se pravi, če bi zdaj ena, ali pa ne vem, če bi vajna otroka šla v te akademske vode, bi še vedno jim svetoval, pejte na to, kar vas zanima, temu sledita. Vedno to, kar te zanima in temu sled, ampak bi pa zraven še pomislila, če že, pišeš nek članek, neko raziskavo,
daj poglej, kje dobiš več točk za njo. Aha. V tem smislu. Ne bi pa rekla, zdaj le pa hitro napiš 5 člankov, zato ker pa to pa nikoli. Se pravi, nekako tako oboje treba malo poslušati. Ja, tako, čist zaljubljen tudi ne moreš biti. Ja. Ok, super. A lahko greva zdaj malo na to mlajše obdobje? Pa ni toliko mlajše, no, ker tudi za najstnike to velja. Ampak v tej sočutni vzgoji, ki tudi z Andrejo Poljanec pišeta, pa zdaj že ogromno se mi zdi teh predavateljev sočutne vzgoje, ampak se mi zdi, da včasih pride pa do zmede, no, ker mogoče tudi kakšen predavatelj toliko natančno ne pove in se včasih marsikdo zamenja tudi za permisivno vzgojo in tle je en tak stavek, otrok nikoli ne izsiljuje. Mislim, da tako veliko staršev dobi malo ošpice, ko ta stavek sliši, če ga ne razumejo pravilno, ali pa če en predavatelj sočutne vzgoje to malo šlampasto razloži in potem ne verjamejo temu. A bi lahko vi to v en tak približano, sistematično to povedali, zakaj je to tako, ko vas poslušam, se mi zdi, da ste vedno tako en advokat teh otrokovih čutenj oziroma otrokovih izražanj, da vedno poudarjate, da pač otrok za brez veze nekaj pač ne izraža. A bi lahko o tem malo rekel? Ja, bi. To mislim, da je prav zelo neposrečen izraz, lahko tole izsiljevanje, ker tisto, kar je za to držo, ko se mi zdi, da bi olajšala in staršem stik z otrokom in otrokom neko veliko bolj strukturirano pa varno okolje nudila, je to, da se ne pripisuje otrokom sposobnosti, ki jih nimajo. Aha. To se mi zdi največji problem. Če ti otroku pripišeš, da je zmožen manipulirati tako, kakor bi manipuliral odrasel, ki ima različne rečemo izbire, kako se bo vedel, lahko je nesramen, lahko ni nesramen, lahko užal, lahko se zlaže, lahko se ne, ampak nekako miselno uspe razumeti vse te izbire in se lahko odloča. Recimo, da se lahko v kakšnici odločajo. Ampak dajmo reči, da to je neka odrasla sposobnost, da ti res oblikuješ in nekako izdelaš neko okolje ali pa neko nos, pa nekoga peleš v eno smer, ki ti hočeš. Otrok te sposobnosti nima. To je dejstvo, organsko je nima. Da pa bo otrok, da pa za njegovo preživetje, za njegovo sploh umestitev v medčloveški svet, nujno, da pritegne pozornost odraslega, da nekako dobi odgovor na potrebe, ki jih ima, in da nekako si povrne neko homeostazo, rečemo čisto organsko, to je pa dejstvo. In otrok to rabi za svoje preživetje, odrasel pa rabi to za svoje prosti čas. Je to ena od opcij za odraslega? Ja, mislim, odrasel, če je otrok miren in zadovoljen, pač mu je malo manj naporno. Ampak za otroka je pa to življenjskega pomena. Pomeni jasno, da bo z vsemi sredstvi, ki jih ima na voljo, od frekvenc cvilenja, joka, metanja po tleh, razbijanja, ne vem kaj vse, kar pač telo zmore, poskušal dobiti od odraslega sveta to, kar rab zase. In če mi rečemo, otrok izsiljuje, pomeni, da otrok tega, kar želi, ne rab. Pomeni, zanikamo otrokovo potrebo. Tudi, zdaj, če otrok sitnari, ker hoče dobiti liziko, gotovo lizike ne rabi, to vemo. Ampak rabi pa nekaj drugega. Ampak da sitnari za liziko, je izraz neke njegove globoke potrebe. Ena stvar je, kadar sitnari za sladkarije, da je zmatran in da mu je pač cukor padel, rečemo, nima energije, to je ena stvar. Druga stvar je, da je izgubljen in na overdose dražljajev. Pomeni, se ne znajde, ne procesira več tega, kar je okoli njega in je na robu, rečemo, tako da bo zgubil ravnovesje. In potem, ko otrok zgubi ravnovesje, jasno ne kontrolira več svojega vedenja v zadostni meri, da bi lahko bilo to za odraslega še sprejemljivo in tudi za otroka ni. In tretja stvar, rabi
pozornost odraslega, da bo odrasel razumel, zakaj on zdaj sitnari za liziko, da mu ne da lizike, ker če mu da liziko, bo pa otrok sitnaril še za čokoladko, bo sitnaril še naprej, ker to ni bila prava potreba. Ampak s tem, ko mi njemu ne damo lizike in pademo na dobesedni pomen tega, kar otrok reče, smo zgubili. Zato, ker otrok reče kar neki. Tudi mladostnik reče kar neki. Mislim, moramo prevesti. Ja, mi moramo razumeti čustveno vsebino tega in iz te čustvene vsebine sklepati, kaj je verjetno v ozadju tega sitnarjenja za liziko. In to je tista učna izkušnja, ki jo odrasel dobi ob otroku in ob kateri dobiš tudi suverenost kot starš. Ker ti rečeš, ja, zdaj on reče lizika, itak ga ne bom resno imel to, kar on govori, ker je brez veze. Ampak razumem, da je utrujen, naveličen, treba s trgovine ven. Pika. Ja, ok. A lahko je zdaj sam povzamen, pa mi vi popravite. Ampak sem zato, ker se mi zdi res pomemben to, da se natančno razume. V tem smislu, če sem jaz zdaj starš 5-letnika, on teži za liziko, jaz, mogoče v kakšnem primeru lahko tudi dam liziko, ampak jaz moram pač, če imam skušnjavo, da bi ga nadrl, da bi rekel, da sam izsiljuješ, da je mer, dosti že imel lizika, se je dobro takrat spomniti, on teži z nekim razlogom. Ja, in še eno stvar, če te to razjezi, potem pomeni, da je otrok takrat jezen in frustriran. Pomeni, čutiš sigurno prav, ampak zdaj lahko postaneš otrok in greš na dobesedno in začneš ti govoriti bedarije, ne maram te kakšen si ga izsiljuješ, ne vem kaj, ali pa rečeš, čakaj, sej ni keč o tem, keč je v čustvih. On me je razjezil. Pomeni, je frustriran, ker je frustriral mene. In ko sem jaz frustriran, kaj rabim to, da greva skupaj ven in da sem frej. Se pravi, da jaz presluhnem te otrokovi stiski, da jaz v bistvu verjamem pa svojim čustvom. Prek tega bom tudi prepoznal otrokovo stisko. Se pravi, glavno sporočilo tega je, ko otrok ima lahko tudi neko neprimerno vedenje za nas, da pač ni to nikoli za brez veze, ampak da je verjetno v ozadju neka stiska in jaz kot starš ali pa vzgojitelj ali pa pedagog moram jaz to stisko prepoznati. Na njo odgovoriti in lastniniti prostor. Pomeni, ko otrok sitnari in se neprimerno obnaša, je naša dolžnost kot odraslih, da ga umirimo in da to obnašanje ustavimo. Ne z jezo, ne na hitro, mislim na hitro pač, ker ga uflikneš, pa se potuhne. Ja, ali pa nadereš. Ker potem bo pač nekje drugje isto spet potegnil ven, ampak da rečemo, ok, zdaj pa dost. Ko otrok naredi sceno, ki je neprimerna, je vsakmu kretenu na 5 kilometrov jasno, da je treba situacijo ustaviti tukaj in zdaj v tem trenutku. Pomeni, used se dol ali pa počepen k otroku, primi ga in odnes. Ali pa poglej ga, reč, ok, zdaj pa dost. In ga zavaruj pred tem, da ga bo vsi gledali, kakšen je, in zavaruj ga pred tem, da bo moral še dalj časa s tem vedenjem nadaljevati, ker to otroka izčrpa, sramoti in zmede. In zato je absolutno nujno to vedenje ustaviti. Ampak ne na način, ki bo to vedenje še potenciral. Pomeni, če jaz padem ven iz kontrole, je sporočilo otrokovim možganom, ta situacija, v kateri si ti bil, ko si padel ven in izsiljeval, je tudi zame neobvladljiva. In zato je odrasel tisti, zato govorimo o prezenci, ti lahko otroku rečeš praktično krčaš, dokler si mu naklonjen, si dobro namiren in verjameš ali pa čutiš in doživljaš, da ti otrok nič noče. Ko pa ti začneš otroku pripisovati, da ti nekaj hoče, da je hudoben, da te ne mara, zato ne maram izraza izsiljuje, ker to je že intenca notranja zelo namerna. Ne, otrok sitnar, zoprn je, sitnar, nadležen je, na živce ti gre, ne moreš ga poslušati, cvili, kriči, ob tla se meče, ko čisti prbitek se obnaša. Jasno, da ti gre, da te vznemir. Ampak to ne pomeni, da on to dela, to ni proti tebi. To je zate, da bi enkrat razumel.
In če ti razumeš, že ko prvič cvil, ko prvič piskne, to lažje skrajšaš muke njemu in sebi. Če pa čakaš, da on to razvije v neslutene razsežnosti, pač bo malo dalj trajal, ampak boš pa mogoče enkrat štekal. In to je tisto, kjer se meni zdi, da si starši naredijo petorno muke, ko reče, ne bom tržen, ne bom, pa dej, mislim, zakaj bi prenašal pol ure kričanja, če lahko po 2 sekundah imaš že mir. In jaz bi rada starše učila, da jih malo bolj leni. Če si pomagajo s čustvi, ne? Da jih res ne vzame, glede se samo čustva. Zdaj v miru otroka, tvoj je, rečeš, mislim, ima danes si ko peklenšček, mislim, zdaj pa res te ni za prenašati, pa je ven brca žoga, da umir, ne? A ste imeli vi kakšno tako izkušnjo, da čistko v vašem pač odraščanju, da ste videli, da je toliko pomembno, da če imaš neko stisko, da je to dobro zares vzeti? Ene sem se zdaj spomnila, ko mogoče malo kontradiktorno temu, kar sem rekla. Ampak jaz sem svoji mami neskončno hvaležna za eno reakcijo. In to je bilo, ko smo se preselili, sem bila stara po moje 3-4 leta. In blizu te hiše, kamor smo se preselili, bil tudi vrtec. In moja mama je dobila idejo, kljub temu, da je bila doma, da bi mene dala v vrtec. In med da so tja sva šli peš pred vrtec in je prišla ven ena gospa in se moja mama z njo pogovarjala. In jaz sem nekako zaslutila, da bi ona mene tle pustila. Čeprav ni rekla. Ampak tako sem zdela, da to je pa malo nevaren. In se spomnim, kot da je bilo včeraj, kako sem sama sebi govorila, Katka, zdaj pa krič, vse grde besede, kar jih poznaš reči, ker če ne te bo pustila tukaj. In jaz sem po mojem naredila tako sceno, da jo je bilo sram še nadaljnjih 150 let. A se spomnim tega občutka, bor se zase, če ne te bo pustila tle. In mama na srečo se ni razjezila, me ni udarila, me ni ozmerjala, ampak me sam prijela v noroč in rekla, vse bo v redu, me potolažila in so šli lepo domov. Ampak tako tisti občutek tega, konc sveta bo, če ne boš vsega dala sebe. In jaz si dostikrat pri otrocih, ko vam padejo, se rečem, Bog ve, koliko se počutijo, da gre na življenje in smrt in če ne bojo izrazili svoje stiske, bo nekaj hudo narobe. Jih noben ne uslišal. Pa ste pa šli v vrtec? Potem sem šla v malo šolo, kar je bilo njih tako, da ne. Pri 5 letih šele? Pol ni, pa se je izogibala tistega vrtca. Tako da ste bili že takrat dosti čustveno inteligentni. Jaz sem bila to že kot dojenček. Ne vem, če sem toliko čustveno inteligentna, kot sem bila verjetno prestrašen dojenček ali pa malo hipersenzitiven, ker meni je tako največje, rekam tisto, kar res cenim ali pa še zdaj cenim pri dr. Ravniku, to je bil otroški nevropediater. Jaz sem imela vročinske krče kot otrok in takrat so zelo to resno jemali in so te polo pozvali, smo biti v bolnici, da si če je bila epilepsija ali kaj takega. In sem bila v bolnici pri letu pa pol. In na odpustnici piše, in takrat je bilo tako, da pač starši niso smeli te priti obiskati. In on je bil takrat mlad zdravnik in na odpustnici je napisal, po 2 dneh ugotavljamo, da se deklica ni uživela v bolnišnično okolje, da joka, da je v stiski in jo zato odpuščamo v domače varstvo. In to je zdravnik, s katerim še zdaj sodelujem in je eden od vrhunskih, mogoče vodilnih pediatrov pri nas, ki je, če kdo je kaj naredil za to varno in tako sočutno bolnišnično oskrbo za otroke, bil on. Ker takrat ni bilo tega. Kje pa, niti starši niso smeli, bilo tisti pač otrok, joka, kaj te briga, bo že nehal. Ampak on je imel to tenkočutnost, da je rekel, ne, tole je pa preveč. In me pustil domov, tako da sem že celo življenje kričim, če mi kaj ni prav, dokler ni po moje, ne se. Ampak tako nekako, sem videla, da tudi pa kasneje, s to držo, ki jo je imel, on je tudi tisti, ki je omogočil, da se glasba malo vključuje, da on je znal pač tudi glasbenik, je kitaro igral pacientom. In jih je umiril. In otroci z nevrološkimi težavami, če jim ti zaigraš na kitaro, če nekaj zapoješ, to ne rabiš tablet. A ne, mislim, kup takih stvari. Tako da otroci morajo kričati, to je moja izkušnja. Krič, dokler te ne razumejo.
Ja. In še zdaj kričimo, ko me noben ne razume. A bi bilo tako, mogoče zdaj malo preveč skočimo, ampak tako, a bi bilo manj zasvojenosti, če bi otroci več kričali? Bistveno manj. Bistveno manj. Se pravi, nekdo, recimo kot odrasel, če ima težave z zasvojenostjo, ne, pa zdaj lahko nasplošno govoriva, ne, ali to igrice, ali telefoni, ali karkoli, se je dobro pol spomniti, kje sem jaz v bistvu utišal eno zgodbo, eno stisko, ki bi jo mogoče, ne vem, en drug otrok pa izkričal, a ne. Se ni nujno, da on pol ne bi šel v neko zasvojenost, ampak... Mislim, da bi slišal, ali ne? Ja. Se pravi, to je dobro prisluhniti. Ja. Tisto, kar je najbolj pretresljivo, ali pa tako pri odvisnostih, so izjave tacga tipa, kakor, če si kdajkoli v življenju čutil ljubezen, potem ti droge ne bi bilo všeč. Aha, ok. Če si kdajkoli se čutil ljubljenega, ti ta pač karkoli že ne bi imel nate dobrega učinka. A se prav lahko tudi dosti dobesedno vzameva to podrobno gled? Mogoče tako, to ne pomeni, da nisi bil deležen ljubezni, ampak je nisi pa občutil. Nisi občutil. Sej noben od staršev, jaz mislim, da bi skoraj si upala trditi, da noben od staršev se ne zbudi zjutraj in reče, jaz bom pa danes zafuril svojega otroka, ga bom zatolkel in uničil. Ne bom ga imel rad. Ja, jaz bom sovražil svojega otroka. Ne, se zbudijo in si želijo ga imeti radi. Ampak dostikrat jim to ni dano brez pomoči. Ok. Jaz sem eno navado, da pol v bistvu gosta vprašam vprašanje, ki mu ga je prejšnji gost zastavil, ob tem, da prejšnji gost ni vedel, da boste vi. In nazadnje bil pri meni Andrej Omulec in je v bistvu, sem ga vprašal, kaj bi vi vprašali naslednjega gosta in je rekel, ker se veliko z mladimi ukvarja, kaj bi pač vi sporočili mladim danes. Tako zelo splošno vprašanje. Kaj bi jaz sporočila mladim? Jaz bi jim rekla dve stvari. Eno, da naj nikoli ne pozabijo, da so najbolj dragoceno, kar mi imamo, in da so njihova življenja, njihove ideje, tudi konec koncev njihovi dvomi in stiske en neprecenljiv zaklad, iz katerega lahko vsi črpamo, da so oni naša prihodnost. In druga stvar, da naj nikoli ne nehajo verjeti v to, da so vredni ljubezni in da so vredni tega, da najdejo nekaj, kar jih veseli, da naj sledijo svojim sanjam, da naj iščejo stvari, ki jih zanimajo, naj se ne pustijo odpraviti z napol dodelanimi odgovori, ampak naj res ne znižajo svojih kriterijev. Kako pa verjeti v to, da je življenje lahko lepo, pa da je prav vredno enega lepega življenja, če tega ne čutiš? Ker se mi zdi, da zdaj pa je iskati, kaj ti je lepo. Sprav tudi, če si 20, 25, 30. Ja, in si ves dolgočasen in ti je vse brez veze, si reči, ok, zdaj le trenutno mi je vse brez veze, sem čist dolgočasen. Ampak kaj je mogoče neka otroška topla sled? Kdaj sem še verjel v to, da je nekaj lahko lepo? Meni iskati lepoto. Iskati lepoto, najdati tisto, kar je najlepše, tudi če je vse grdo in s tem graditi. Ja, mislim, tudi reči, če je vse grdo, glej, mogoče, ne vem, imam rada zlato barvo. Začela gledati, slediti zlatim sledovom. Mogoče bom ropala zlatarno, ali bom postala zlatar, ali bom pa opazila, da obstaja sonce in ne. V vsakem primeru se bomo nekaj naučili iz tega, če začneš živeti. Kaj bi vi vprašali naslednjega gosta? Še jaz ne vem, kdo bo. Jaz bi naslednjega gosta pa prav izvala ali pa vprašala, bi si želela vedeti, kaj ga v življenju najbolj navdihuje, ali pa kaj jo v življenju najbolj navdihuje, kaj jo vodi naprej, kaj temu gostu, ker gotovo, če ste povabili nekoga v to nekdo, ki ga nekaj zanima, kaj ga napolnjuje z veseljem, kaj ga hrani. Ok. Lija Katarina Kompaner-Zar, 100-krat hvala, ker ste bili tukaj gostja.
Stokrat hvala za vse, kar delate, no? Ker se mi zdi, da ste res mnogim navdih, tako čist glede zanimanja za te teme odnosov. In tudi danes sva sicer malo bolj se dotaknila prav teh pedagoških vod. In po mojem marsikdo, ki to spremlja, tako, mu je to kar ena taka kukar voda v puščavi. Ker si dostikrat se mi zdi, to tudi lahko sam rečem, jaz sem bil 3 leta tudi vzgojitelj v Želimlah, v tem dijaškem domu. In včasih si tako, imaš vsega preveč in poslušaš eno predavanje, ki te dvigne, ki ti malo razloži, vse je normalen, to ni nobena katastrofa, ki se ti dogaja, to pa to naredi, pa boš videl, da se ti bo nekaj odprlo. In se mi zdi, če nekdo s tako držo, ki vi pridete, res lahko tako posvetno, ki je ena zlata barva ali pa ki sončni žarek. Hvala tudi vsem, ki ste poslušali ta podcast do konca. Še enkrat povabljeni na portal, tako da se še gledamo. Lepo bodite.